Toplo dobrodošla v spletni summit Tvoj prevoz na peto dimenzijo. Ja, čas je, da se dvignemo iz te 3D realnosti v malo bolj lepo, lahkotno in pa bolj uspešno ter izpolnjujočo realnost pete dimenzije. Peta dimenzija ni nič takega, zdaj, mogoče včasih govorimo, peta dimenzija, kaj je to? Ampak to je dejansko, da dvignemo svoje počutje na tisti nivo, kjer se mi res dobro počutimo, kjer res mi ustvarjamo iz sebe, ker mi vemo, kdo mi smo in hodimo po svoji poti. In ravno zato, draga ženska, sem ustvarila ta summit, da ti pokažem, jaz in pa čudovite strokovnjakinje, ki so tukaj z mano, da ti pokažemo, da se da priti iz te tretje dimenzije, mogoče iz teh težkih občutkov, mogoče iz ponavljajočih se izzivov, da se tega razrešiš in priješ na boljše počutje, višjo dimenzijo. To je glavni namen. In skozi summit ti bomo dali različne tehnike, metode, primere, prakso. Danes bomo z Matejo delali ziher kako super prakso. Z tega, da vidiš, da ne rabiš zdaj 1 uro za to, da se boljše počutiš. Ampak mogoče samo 3-4 minutke in lahko že zelo, zelo spremeniš svoje počutje. Če me še ne poznaš, jaz sem Tanja Podrebršek-Sekirnik in sem sodobna kristaloterapevtka. Jaz obožujem kristale že od malih nog in jih dejansko uporabljam v vsakem kotičku svojega življenja, zato ker kristali so tisto orodje, ki karkoli delaš, pomnožijo. In tudi, ko bomo danes delali mogoče kako masažo, če zraven dodamo kakšen kristal, je lahko ta masaža potem še veliko, veliko bolj učinkovita, oziroma mogoče gre globlje v telo, globlje v mišice, pa tudi to moramo vedeti, kristali vedno delujejo na vseh nivojih. Na fizičnem, čustvenem, mentalnem in pa energijskem nivoju. Tako da jaz jih obožujem in zagotovo ti bom predala tudi kakšne trike, kako lahko sama kristale uporabljaš. Zdajle pa je z nami Mateja Posible in Mateja, toplo dobrodošla. Hvala, ker si naša gostja. Mateja je izjemna, izjemna maserka. Jaz jo pa pravzaprav vidim, da je ambasadorka dobrega počutja. Tako da, Mateja, dobrodošla, povej nam nekaj malega o sebi, potem pa greva v samo tematiko. Tanja, sprva najlepša hvala za tvoj čudovit uvod. Zdaj se absolutno strinjam z tem, da sem ambasadorka dobrega počutja, oziroma se trudim biti, ker vem, da sem s področja masaž, s področja fizioterapije, ampak v osnovi bom vedno celo življenje poudarjala, da masaža, sprostitev, relaksacija je le ena stvar, ki prispeva k našemu dobremu počutju, zraven področji, s katerimi se ti ukvarjaš, s katerimi se druge intervjuvenke, ki so bile, ukvarjajo, in pa absolutno z aktivnostjo, z športanjem, z psihološkim našim stanjem. Tako da, hvala vam seveda vsem, da sploh ste z nama. Zdaj, če za začetek povem, sem Mateja in v osnovi, kot že povedano, ukvarjam se predvsem z masažami, z predavanji, imam spletne tečaje, v živo tečaje masaže, spletne delavnice, v živo delavnice, veliko se udeležujem raznoraznih intervjujev, v živo dogodkov, v glavnem vse povsod me je veliko, bi rekla, ker se res trudim razširiti med ljudi, da v osnovi masaža ni luksuz, regeneracija ni luksuz, ampak za moje osebno mnenje bi rekla, da je to nekaj, kar bi dejansko bilo odlično, če bi poznala vsaka družina, vsaj par prijemov, s katerimi bi lahko pomagali sebi oziroma svojim najbližjim tudi doma. Jaz se popolnoma strinjam, a veš, da sem zadnjič, zdaj se ne spomnim točno za katero državo, ampak ne vem, tam Japonska, tam nekje, ali mogoče neka Azija, so govorili, da je masaža pri njih nekaj tako normalnega, kot pri nas, da greš na sprehod. Tajska. Tajska. Tajska vem, da ima to, ja. No, Tajska, ja, to se spomnim, ker sem sama potovala po Tajski, ampak dejansko to je pač čisto normalno nekaj v življenju, kot da si skuhaš kosilo, greš pač na masažo, ne. In dejansko je masaža, bom rekla. Dejansko vsaka družina zna bolj kot ne nekaj masažnih prijemov, da pač, kot da se to iz roda v rod pri njih prenaša, no, na tak način. Ja, in je dejansko, pač moramo poskrbeti za naše telo, ker dejstvo je, da vsi hočemo zdaj na peto dimenzijo, ker je tam, mislim, da se dobro počutimo, ampak mi moramo poskrbeti za fizično telo, da je fizično telo sproščeno, da ni zakrčeno, ne. In danes, ne, hoče danes malo nasloviva stres. Danes je ogromno stresa prisotnega.
mislim, da na vsakem koraku. Že otroci, bom rekla tako, že v vrtcu imajo otroci, so že pod stresom, pol seveda se šola začne in dejansko skozi so neka pričakovanja, skozi so neki kalupi pravzaprav, pa skozi je ogromno informacij, ogromno obveznosti in enostavno pač naše telo oziroma naše celotno bitje je pod stresom. Kaj pa tukaj lahko naredimo? A so tukaj kakšni prijemi, kakšni triki, ne? In predvsem, kako telo, ti, ki delaš veliko s telesi, a ne, kako telo dejansko pokaže, da je pod stresom? Kako lahko sami začutimo, da smo pod stresom? Ker velikokrat mislimo, pa se to je normalno, pa najbrž ni. Zdaj, jaz bom v osnovi začela tam, kjer si ti začela, pri samem stresu. Zdaj, dejstvo je, da ljudje danes življenje živimo na hitro, in stresu se ne moremo izogniti. Tako kot si že tudi sama rekla, že otroci se s stresom, že mali otroci, mi ko spoznamo neko drugo osebo, pač to je šok za naše telo, zato ker se počutimo neudobno, ne vemo, kako bo odreagirala ta oseba, pač malo tipamo, se učimo. Kot otroci mogoče še nimamo toliko tega samoobčutka oziroma tega, da nas bi drugi sprejemali, tega občutka oziroma zaradi tega ne čutimo tega stresa na tak način, ampak starejši smo, ko gremo v šolo recimo, več je teh nekih pričakovanj, ki jih imamo do sebe in pričakovanj, ki imamo občutek, da jih imajo drugi do nas. Tisto neko, kaj si drugi mislijo. In v osnovi bi jaz, kar se stresa tiče pri otrocih, pri nas odraslih rekla, stres v osnovi ni slab. Stres je v bistvu dobra stvar, ki nas žene v življenju naprej. Zaradi stresa, pač stresa iz vidika, ker probavamo nove stvari, spoznavamo nove ljudi, smo v situacijah, ki so nam tudi neudobne, ampak se preko teh situacij dostikrat tudi kaj dobrega naučimo. In v osnovi bi rekla, da stres je v bistvu za nas takrat, kadar ga mi opredelimo kot stres. Oziroma, naše telo pokaže, da se bori z nekim stresom na različne načine in zato je pomembno, da mi pri sebi razvijamo neke metode za obvladovanje tega stresa. Ker naše telo je samo odziv na to, kaj se nam v življenju dogaja. In saj realno vsi poznamo neko situacijo v življenju, ko, ne vem, da drug teden recimo, zdaj si bom nekaj čisto naumila, recimo drug teden imate, izmišljujem si, prvi trening plezanja, ker pač sem s plezanja, to mi je zdaj prvo padlo na pamet, in ste zelo nervozni in živčni in tisočkrat vprašate, kaj če mi ne bo šlo, kaj če je ono, pa kaj če padem, pa kaj če ne bo v redu s skupino, pa kaj če bo čuden trener, pa kaj če, v glavnem teh čejev je zelo veliko in to naše telo že en teden prej, ko smo izvedeli, da moramo iti, to čuti. Čuti to nervozo, čuti to neko pričakovanje, ki ga mi imamo. In če bi na eni točki v svojem življenju samo rekli, glej, se bomo sekirali, ko bo dejansko prišlo do realne situacije, da bomo prišli tja in bo čuden trener, se bom takrat o tem sekiral. Ali pa, ne vem, ko mi res ne bo šlo, čeprav če se nečesa lotimo prvič, je normalno, da nam ponavadi ne gre, pač se bomo o tem sekirali takrat. In dostikrat ta stres en teden prej, en mesec prej, kako leto prej, si ljudje naredimo že predno se sploh nekaj zgodi. In to je samo ena mala stvar, ki res nima bistvenega pomena v našem življenju, ena mala stvar, ki se nabira na našem telesu. Ker prej sem ravno opazovala sebe v kamero, ker je intervju, ker sem tudi jaz malenkost nervozna, ker pač se gre za neko tako stvar, avtomatsko recimo moj odziv na stres je, da zvrnem ramena naprej in dvignem rahlo prsni koš navzgor. In se moram fizično spomniti, pa poravnati nazaj, se poravnati, pa aktivirati lepo trup, zato da ne padem v to neko stresno držo, ki me posledično zaradi tega zaprtega položaja vse skupaj dobiš večji občutek, okej, fight or flight, tisti beg, boj ali beg mode. In iz tega vidika posledično mi govorimo hitreje, reagiramo bolj na grob način, ali pa smo bolj eksplozivni, če lahko na tak način rečem. In to se kopiči v naših telesih in pri vsakem se kopiči v drugem delu telesa. Recimo jaz sem pri sebi menila dvig ramen navzgor. Dosti ljudi, ko je na delu, z računalnikom kjerkoli dela, je v tem položaju ali pa v tem položaju, da zleze naprej v računalnik. Da ne govorim, kar zadnje čase zelo veliko opažam, stiskanje čeljusti.
zelo veliko ljudi avtomatsko stiska čeljust. Potem stiskanje pesti, zelo podobna zgodba. Eni se mečne mišice na nogah, eni se cel čas dvigujejo na prste navzgor, torej aktivirajo mečne mišice. Kaj še takega? V glavnem, kaj želim s tem povedati je, vsak od nas na stres reagira drugače. In vsaka taka stvar se nabira v našem telesu. In zato je pomembno, da ko čutimo, da smo pod stresom, ker, kot sem prej rekla, imamo drug teden trening plezanja recimo, pač probamo to odmisliti in najti neke specifične tehnike, da sami sebe pomirimo v tisti situaciji. Pač pomirimo, meni osebno, jaz vem, da meni zelo ustreza masaža obraza, recimo zjutraj, zvečer, da se umirim na tak način, ali pa si, ne vem, palec zmasiram v tem predelu, ali pa enostavno si z eno roko malo pregnetem ramena, zato da odmislim, si zmasiram lasišče. V glavnem, meni osebno dotik veliko pomeni. Vsak od nas je fajn pa, da najde svoj način, ki mu veliko pomeni. Mogoče kdo od vas je tudi takšen, ki mu dotik veliko pomeni. Nekateri, recimo jaz včasih grem na sprehod, zato da brez telefona, brez vsega, samo da lahko odklopim in imam pol urice za sebe in grem v gozd, kjer ni žive duše, da dejansko sem na off. Tako da na tem mestu predvsem vi najdete svoj način, kako iti čez ta stres. Ja, to se pa res popolnoma strinjam. Zelo mi je zanimivo, ker si zdaj opisala naše različne fizične drže oziroma neke triggerje, kaj delamo, ne? Pa se tega sploh ne zavedamo. In je super, da zdaj, ko boš drugič pod stresom, da samo pogledaš, kaj že jaz delam? Aha, ramena mogoče ne, tako kot si rekla naprej, pač res zanimivo, ne? Ker se ne zavedamo. Se mi zdi pa, da je dandanes zelo pomembno, ko jaz bi dala kar na prvo mesto to, da si vzamemo čas zase. Da nismo skozi nekje okupirani z nečim, z nekimi nalogami, z nekimi obveznostmi, ampak pa še potem jaz veliko grem, jaz grem zelo rada v gozd, zelo rada se, ne, in to mene tako regenerira, ampak vidim pa, da ogromno ljudi dejansko, vse tudi jaz sem bila še pred časom taka, gre v gozd, slušalke v ušesa, ne, in dejansko Res je. ni to ta regeneracija, oziroma ni to ta, da res pustiš, ne, takrat si rečeš, lej, se če nimaš veliko časa, pa greš sam 10 minut hoditi, ampak daj se tistih 10 minut res zase in se reče, vse zdaj, kar imam, tukaj pustim, zdaj pa grem jaz v gozd za 10 minut. Se te bo vse počakalo, ampak ne takrat. Ja, oprosti, nisem te slišala. Čisto vse, razen če imate dobrega partnerja, pa bo kaj narediti vas naredil. Tako da lahko še boljše. Ja, ampak to se mi zdi, da včasih, ne, včasih gremo pa tako s prijatelji, ne, gremo pa, ne, bi šla v gozd, pa pokličeš prijateljico, ne. Jaz vseeno mislim, da je res fajn, da greš pa kdaj čisto sam, ne. Jaz vem, jaz sem tudi svojega partnerja ful rada, ti imaš tudi tvojega ful rada, ampak včasih pa paše biti sam, ne. In se mi zdi, to je res pomembno, da si vzamemo tisti, ne, pa, da ko greš v gozd ali pa greš nekam, kjer je tebi prijetno, da tudi zavestno mogoče kdaj vdihneš pa izdihneš, ne, ker tudi zelo plitko dihamo, boš ti tudi imela kakšen komentar na to naše dihanje, a ne. Zelo veliko je tega, ja. Ja, in dejansko potem tudi vse telo ne dobi dosti kisika in enostavno ne moremo funkcionirati tako, kot bi želeli, predvsem naši možgani so potem preobremenjeni oziroma nimajo, dala v narekovaj, hrane, da bi lahko tako hitro mislili, ne. Ja. Res je. Potem pa tudi, kar povej, prosim. Ti samo vmes rekla, drugače, ko si omenila, da imajo ljudje recimo slušalke, ko grejo v gozd ali pa ko grejo na sprehod, jaz največkrat pri ljudeh opažam to, da ne znajo biti več sami s sabo. Ja. To ne leti na ženske, to leti na oba spola. Ja. Ogromno ljudi ne zna nič delati. Zato ker, to pa bo predvsem na ženske letelo. Zato ker, drage ženske, vse moramo narediti same, to tudi za sebe govorim. Zato ker, če bomo mi naredile, bo narejeno tako, kot mora biti narejeno. Bo narejeno, če bo partner naredil, bomo itak mogle iti za njim popravljati pa pol boljše narediti, tako kot se nam zdi, da je potem boljše, ne. Pač včasih se moramo naučiti spustiti in biti tak, glej, naj pomaga, ne rabimo vsega v življenju same narediti.
Zato smo v družini, sta dve odrasli osebi, mož in žena, da skupaj delata, skupaj skrbita za otroke, skupaj poskrbita za hišo oziroma kjerkoli že živite in skupaj poskrbita za vse. In bom rekla, da največ te preobremenjenosti in tesnobe tudi, plitkega dihanja, to opažam dostikrat pri svojih strankah, pride glih iz tega, ker imamo ženske vedno premalo časa. Vse moramo narediti same, oziroma ne dovolimo, da bi del svojega dela predale drugim in vse gre na nas. In dostikrat tudi v gost, ko se gre, si še takrat damo slušalke, ker si rečem, ok, nisem imela časa nekega podcasta poslušati, bom zdaj, ko grem na sprehod, to poslušala. Ampak dejansko s tem samo, da nimamo tistega slabega občutka, nič nisem naredila. In zaradi tega potem moramo še nekaj dodati k temu sprehodu, zato da se počutimo uporabno. Največkrat opažam to. Mogla sem to deliti, pardon. Ja. Res, prosim, če kaj začutiš, kar povej, ker je zelo dragoceno to, ne. Pa vem, da moramo večkrat včasih slišati stvari, da jih potem res damo v prakso, ker pač to je proces, ne, pač ne gre iz danes na jutri, ne. Mogoče se boš pa naslednjič spomnila, ko boš šla na sprehod, ko boš videla eno, ko gre s slušalkami, mogoče bi pa jaz dala moje ven, pa boš dala ven. In dejansko, ke potem, veš, kaj je največje, mislim tako, največji blagoslov, ko greš dejansko, pa se sprehajaš, pa poslušaš ptičke, pa dovoliš šelestenje listov, ne, dejansko izostriš vse svoje čute, ne, in dejansko mi moramo vedeti, narava je en tak, bom rekla, taka simfonija, en tak orkester, čiste svetlobe in pa svetlobnih kot, ke dejansko se sidra v tvoje bitje. In zdaj, če ti samo greš mimo, ne, to je tako, kot da ti po cesti leži, ne vem, denar, ti greš pa samo mimo, ne. Ko hodiš po gozdu, poslušaj ptičke, poglej drevo, ne, ustavi se, ne vem, polžti prečka pot, ne. Kolikokrat jaz recimo, ko grem, pa tako, ke hodim, ne, ali s prijateljico ali pa s partnerjem, ne, pa a si videla tega, a si videla to? Opažam, koliko ljudje niti ne vidijo stvari, ki so okoli, ne, in to je tisto, ne, bodi prisoten, ne, in, ne. Ja. In od tega imaš potem to. Včasih zelo težko. Ja. Ja. Je težko, ampak se pač moramo naučiti. Begajo drugam, ne. Ja, velikokrat begajo drugam. Ja. Zato pa rečem, zanje si magari ne greš na enourni sprehod, reči, da greš na 10-minutnega, pa takrat si ga res vzemi. Naj bo res zate. Ne, jaz vidim, da veliko boljše je manj, pa tisto kvalitetno, kot pa več, pa tisto, samo da obkljukaš, a veš, to velikokrat ženske, da obkljukamo stvari. Isto kot pri kristalih, ne, jaz velikokrat rečem, včasih pride kdo k meni pa jaz imam ful kristalov. Pa vprašam, kaj pa delaš z njimi oziroma katerega pa uporabljaš? Ja, ne, tam jih imam na polički. Ne. Saj super, ne, ampak, a veš, boljše, da imaš en kristal, pa tistega uporabljaš, kot pa da jih imaš 10, pa so samo nekje na polički, ne. Tako da to se mi zdi res pomembno, da se začnemo zavedati, da je pozornost tista, ki prinaša rezultate. Pa jaz tudi zdaj opažam, pa najbrž tudi ti, ne, ker, da velikokrat potem tudi spanec naš ni tak, kot bi mogel biti. Ne, od vsega tega stresa, od vseh teh obveznosti, hitenja, kljukic, ki jih moramo narediti, skozi dan, dejansko potem tudi naš spanec ni takšen, kot bi si ga želeli, ne. Se me pa zanima, kakšna je pa povezava med stresom, oziroma kako ti to vidiš, ne? Povezava med stresom pa med spancem oziroma potem tudi našim živčnim sistemom. Zelo dobro vprašanje. Zdaj, v osnovi sem že govorila o tistem delu živčnega sistema, ko naše telo, torej stres spravi v fight or flight mode, torej temu pravimo simpatični živčni sistem. In na drugi strani, če se spomnite še iz šole, imamo pa parasimpatični živčni sistem. In ko se mi ne znamo izklopiti, ko imamo veliko stvari, tako kot sem prej razlagala, imamo neka pričakovanja, se nam tudi pogosto zvečer zgodi, da, ali pa na sprehodu, kot sem prej rekla, da naše misli konstantno begajo. Okej, to moram jutri narediti, pa to me čaka, pa to imam, otrokom še moram to narediti, pa partner ima to. V glavnem, ne znamo izklopiti glave. In v takih primerih jaz vedno svetujem, tako kot sem že prej rekla, da najdemo neko stvar pri sebi,
ko se bomo z njo pomirili, zato da se bo naše telo iz tistih stresnih hormonov, iz simpatičnega živčnega sistema počasi začelo preklapljati v parasimpatični živčni sistem, torej v aktivacijo parasimpatičnega živčnega sistema in s tem tudi hormonov, ki so z njim povezani. In posledično tudi povezani z regeneracijo, tudi povezani z boljšim spancem, tudi povezani s tem, da smo bolj srečni, bolj veseli z življenjem, ki ga imamo. In to je en kup enih zelo lepih, bom rekla, hormonov in posledično tudi čustev in občutenj, ki jih povlečejo te stvari s sabo. In za zvečer, da lažje preklopimo ta, dajmo reči, delovanje parasimpatičnega živčnega sistema, je predvsem to, da imamo konstantno večerno rutino, da telo točno ve korak za korakom, kdaj je čas, da se on začenja ugašati, kdaj gremo mi spat. Tudi takrat je lažje glavo izklopiti. Kot druga stvar pa, moje darilce za vas je tudi, da vključite neke sprostitvene tehnike. Ali da vas celo partner mogoče zmasira, pa potem vi njemu vrnete 5 minut, ne govorim o enourni masaži, 5 minut. Moja rutina je recimo, da zvečer, ko grem pod tuš, si umijem obraz in ko si nanašam pač drugo plast, torej serum, si dejansko naredim masažo obraza, si nanesem večerno kozmetiko do konca in si na koncu zaključim z masažo lasišča. Tako da, meni osebno na tak način se mi telo čisto umiri in jaz moram res reči, da v osnovi imam srečo jaz, da spim tako. Jaz se vležem in me v roku 2 minut ni, minute 2 pač mene ni. Pač res, tudi ponoči je zelo redko, da bi se kdaj kaj zbudila, pač razen, če me nekaj specifično zbudi, ampak nekateri ljudje tudi pogosto slišim na masaži, ko jih imam, mi omenijo, da se tudi ponoči zbujajo in potem težko zaspijo nazaj, ker jim glava začne divjati, bom rekla. In spet ponoviti rutino, zmasirajte si postelj stopala, če ne morete zaspati, samo zato, da razmišljate tisti hip o eni stvari. Ne o tem, kaj morate narediti, ampak razmišljate o tem, kako je prijetno, masaža stopal, glej, tu je malo napeto. V glavnem, samo zato, da glavo preusmerite na eno stvar in pa še, ja, sproščujoče deluje, tako bom rekla, no, stopala, tako da ja. Jaz se torej strinjam, ker tudi sama, jaz si rada zvečer, jaz si s kristalno palico imam kar na nočni omarici in si potem stopalo zmasiram. To paše. Sicer ne znam masirati tako by the book ali pa nekaj, ampak grem čisto po občutku, a je to v redu. Super. Ja. In se Naše telo ceni, karkoli mu naredimo, samo da nekaj naredimo na sebi. Ja. Ja. Pa tudi dejansko začutim, kje točno imamo kakšne blokadice, ne, oziroma kje so kakšne bolečine in tam potem, da se zgladi. In se mi zdi, da res se umiri cel živčni sistem, parasimpatično živčejo se klopi, kar posla kliče, a ne. Ja, res je. Ja. Res je. Kaj pa ti predlagaš potem za masažo za zvečer, oziroma imaš kakšne trike, kaj lahko mi naredimo, oziroma kako lahko na splošno se umirimo, pa da odstranimo malo tega stresa z našega telesa? Zdaj, če konkretno omerim tiste točke od začetka že, ki so najbolj v osnovi napete, zdaj lahko nekaj tudi pri sebi probamo na dlaneh recimo. Zdaj tale točka, to je iz refleksoterapije tudi točka, sama nisem refleksoterapevt, ampak izvajam to sprostitev, ker tale točka med palcem pa kazalcem je točka za pomirjanje dejansko, točka za blaženje menstrualnih krčev pa za glavobole bi naj bila ta točka. Tako da, če damo en palec na eno stran, pa kazalec pa sredinec na drugo stran in samo dejansko gnetemo, s krožnimi gibi gnetemo ta predel tule med tema prstoma. Pa opazili boste tudi eno stvar, da je res napeto. Tako zelo kar orenk kroglica ali pa bumbica se v tem delu čuti, ki je precej napeta, pa če jo močneje malenkost stisnete, boste čutili, da je kar malo boleča. In si dajmo to par minut še masirati, par sekund masirati. Ker mi si kar masiramo, jaz sem pa predavala naprej. Ker cel ta predel tu med palcem pa kazalcem pomasirati. A to se premikamo ali to samo smo na tem delu? Ja, lahko se premikamo. Boste pa opazili, da en predel bolj napet od drugega. Tale predel, ko je bližje sklepu, ko je bližje palcu, kazalcu, v temle delu dol, je ponavadi bolj napet kot tule višje gor. Tako da, kar dobro pomasiramo, tukaj čutimo, da je mičkeno bolj boleče, pa bolj napeto. Pa ne rabimo biti pregrobi, še vedno smo prijazni do svojega telesa.
Okay. Zdaj, naslednjo točko, ki vam jo jaz, vi kar masirate, ki vam jo jaz svetujem, da si jo pomasirate doma, je recimo to, da si ena roka, recimo moja roka je leva zdaj sproščena in z desno roko si takole postiskamo po ramenih, pa rahlo po vratu, po tem delu navzgor. Zato da eno stran, pa drugo stran, zato da malenkost sprostimo ta stres, ki ga imamo v ramenih, pa da posledično tudi malo odklopimo stres, ki ga dejansko tisti hip imamo. Druga stvar, kaj vam še priporočam? Priporočam masažo stopal, tukaj smo se prej pogovarjali. Stopala, dragi moji, ne morete nekaj narobe delati. Vedno si zapomnite, da če delate masažo, da vedno zaključite v smeri kolen navzgor, torej od prstov proti peti. Vmes lahko masirate v vse smeri, če imate zatečena stopala, tukaj imamo poleti pogosto, da so pri gori na zgornjem delu narta, se pač zaradi višjih temperatur zatečejo, pač tisto masiramo vedno v smeri pete navzgor oziroma gležnja. Čeljusti, zelo pomembna stvar, da ko si obraz, ne vem, kremo za obraz nanašate, da si še lepo sprostite ta predel, to, ko stisnete čeljusti skupaj, se vam napne tule ena mišica, maseter ji rečemo, in da si jo tudi njo sprostite, ker dostikrat, ko smo pod stresom, stiskamo zobe skupaj. Pa še ena najbolj čudovita stvar za relaksacijo je pa absolutno naše lasišče. Mislim, da ni človeka, ali pa mogoče vaš partner vas vsake toliko vam pojamra, če mu lasišče zmasirate, da ga samo čohate po glavi. To vem, da imajo otroci recimo ful radi, to nečak konstantno prosi od mene, da mu lasišče masiram ali pa da ga po hrbtu čoham. In ja, to so ene take stvari, ko res, res, res pomagajo. Zdaj bomo pa zaključili z masažo našega palca. In zdaj, kaj ta trenutek želim samo je, da malenkost zaprete oči, pa probate levi in desni palec ga premikati, pa me zanima, če občutite kaj. Pa kaj občutite? Da slišim, Tanja, kaj občutiš? Ja, tale, ki sem ga masirala, je ful bolj tak mehek, tak bolj tako, ta pa kar ni, ta pa trd, kot da bi bil zakrčen še malo. Ja, super, to sem hotela, da dosežemo. In koliko dolgo sem govorila? Ene 3 minutke, recimo 4 minutke smo se zdaj pogovarjali. A vidite, kako razliko lahko v 3 minutah naredite pri na eni sami mali mišici, za katero ta trenutek verjetno sploh niste vedeli, da obstaja. In to je samo ena stvar, ena mišica, en palc, brez katerega realno ne moremo miške prijeti, ne moremo kozarca prijeti, ki je zelo pomembna mišica. In če ste zdaj začutili spremembo in razliko, veste, kako spremembo lahko začutite, če naredite nekaj še na drugih mišičnih skupinah, ki pa so mogoče vaše tiste tarčne točke, tarčne mišice, ki so pogosto pod stresom oziroma pod napetostjo zaradi stresa. Tako da, veliko se da narediti. Pa itak, ne vem, si na kavi, ne, si ti lahko to zmasiraš, pa sploh ni nič takega, v bistvu ne zgleda čudno in dejansko se narediš ogromno. A veš, kaj jaz kot otrok sem imela zelo, zelo močne glavobole. Imela sem pač srečo in sem imela tudi pač, skratka, posledica tega so bili še dolgoletni, zelo močni glavoboli. Pa ful, to je bilo tam, ko sem jaz prvi, drugi razred, zelo sem bila še majhna, ne. In mi niso smeli več dajati nobenih tablet, ne, takih močnih, ne, in pol so mi rekli, zdaj ne vem, ali v bolnici ali zdravnica, mi je točno to tehniko pokazala, da si naj tule, meni je sicer rekla, da si tole masira, ne, ta del, da si masira. Ta cel predel. Ja, no, jaz sem mislila, da je samo ta del, ampak zdaj se itak, ko to masiraš, tudi tole masiraš od zraven, ne. In to je meni takrat rekla zdravnica in jaz, ko sem to izvajala, glej, meni je bilo to noro. Tako da sem prav presenečena včasih, ne, koliko, pa to je zdaj že 40 več let nazaj, ne, kako so dejansko nekateri bili že odprti za take stvari, ne, in to so res taki triki, ki delujejo vedno povsod, pa nič ne rabimo. Res je. Recimo ena stvar, ženske, ne vem sicer kakih starosti, trenutno bodo z mano, so z nami, toplota. Vroč tuš, vrel tuš, to imamo ženske ponavadi zelo rade zvečer, topla voda.
pomirja in umirja živčni sistem, zato se dostikrat rade zalivamo z vrelo vodo, pa dostikrat se raztegujemo, ko si zalivamo vrat z vrelo vodo in zdaj, ko se boste to naslednjič počele, boste še te lepo, ko se z eno roko tuširate oziroma je tuš postavljen statično, še boste si lepo pomasirale ramena, ta del, in boste čutile, koliko je blagodejno, koliko lahko sami sebi v zelo malih z zelo malimi triki naredimo dejansko za sebe, no, za relaksacijo določenih mišic. Pa termofor. Tiste, ki imate družino, vsi imate termofor doma. Kake kronične bolečine v vratu, v križu, v prsni hrbtenici. Res termofor dela čudeže. To bom še enkrat, to ne bom rekla enkrat, ampak to vedno znova govorim pa poudarjam. Res, toplota naredi veliko spremembo v naših tkivih. Da, toplo svetujem, da se tudi na to spomnite. Ne, se mi res ne, samomasaža se mi zdi, koliko lahko sami sebi damo. Včasih rečem, joj, nimam časa za masažo, nimam časa ali pa nimam denarja za masažo, ali pa ne. Ja, Mislim, da si lahko sami pomagamo, zelo veliko. zelo veliko si lahko sami pomagamo. Isto, dosti žensk na masaži slišim, da imajo tak občutek, še posebej mlade mamice, da imajo meglo v možganih, da pač se ne morejo zbrati, ne morejo razmišljati, ali pa imajo preveč stvari in enostavno nimajo zbrane glave. Tudi masaža lasišča, o tem smo se tudi midve že pogovarjali, masaža lasišča od tule pa po celem lasišču nazaj. To dejansko si predstavljate, da si delate, veste tista napravca, ko je tako na štilo, ko gre tako po glavi gor in dol, no, tisti je super stvar drugače. In enako vi delate z roki, kot da imate dve ti zadevi in greste sem, pa dvignete, pa spustite, pa dvignete. In na tak način si razlepite, bom rekla, kožo in fascijo v predelu samega našega lasišča. Ja, jaz sem si danes čop naredila, sem si ja, čop. Drugače čop, da omenim, tudi povzroča zelo veliko zlepljenost, pa v tem predelu odpadanje las, tako da previdno s čopi, bom rekla predvsem. Tako da masaža lasišča za večjo zbranost, ker s tem prekrvavimo, razlepimo fascijo in pa prekrvavimo ta cel predel in posledično tudi naši možgani dobijo več hranil. Pa glavoboli bi še eno stvar omenila, ker si prej omenila, da si imela glavobole. Povečana napetost vratnih pa ramenskih mišic lahko vodi v glavobol, pa ne samo tenzijski glavobol, ampak ko so mišice napete pa toge, je manj prostora za naš krvožilni obtok, torej za arterije, da potiskajo kri do možganov navzdol in pa vene, da to kri odstranjujejo. In zaradi tega dostikrat pride dejansko do glavobola, ker kri ne more potovati na normalen način in naši možgani dobijo premalo hranil. In zaradi tega pride že v osnovi lahko do glavobola, no. Zaradi dejansko povečane napetosti v naših vratnih pa ramenskih mišicah. Ja. No, zato jaz obožujem, ko grem k frizerki, pol vedno rečem, daj mi dvojno dozo masaže lasišča, ne, ker je res fajn. Ja. Tudi tisto zadevco imamo, mi jo imamo kar v dnevni sobi. Super. Ampak Super, je zelo fajn. meni je izjemno, ampak moj mož je pa ne prenese, njemu je pa to čisto preveč, tako mu ni. Tako da pač za ene ja, za ene ne. In potem si mi z otroci, veliko boljše, če ti nekdo drug to dela, ne. Mislim, tako. Ja, se strinjam, ja. Se strinjam. Pa imamo dogovor, ko gledamo film, pol, da se 5 minut en, 5 minut drug. Lepo. Ja, je res, ne, masaža lasišča, jaz vidim, da se včasih avtomatsko vidim, da kar primem, pa kar začnem takole delati, Ja. glede čopa, pa kar si rekla, je pa, jaz ga pa dejansko, imam tudi zelo goste lase, velikih je, so težki. Ja, in enostavno mene to toliko boli, da jaz vsake toliko časa, a pa če kaj športaš, potem ja, ampak še tisto pol ponavadi kar spodaj. Je v bistvu za ženske je to kar, sploh če imaš daljše lase, kar tak izziv, bom rekla, ne. Ja, meni je najlepši občutek, jaz ko delam, pač moram imeti enostavno spete lase in mi je najbolj blagodejen občutek potem, ko se zbudiš in si čop razdereš in si tako, Tudi zvečer, to za vse ženske govorim, oziroma za vse z dolgimi lasmi,
Jaz ne bom nikoli pozabila, v osnovni šoli mi je ena izmed učiteljic rekla, da si moram čop razdreti. In sem bila tako, zakaj pa si moram čop razdreti? Pa je rekla, zato ker tako kot greš ti počivati in spat, morajo počivati in spati tudi tvoji lasje. In zato si moraš čop razdreti, pomasirati lasišče in pol lahko greš spat. Zato da smo tudi lasišče čas za regeneracijo in spanje. A ni lepo? Je, Ja, od takrat nikoli v življenju nimam čopa, ko grem spat. Pa sem ga velikokrat imela pred tem. a res, no Ja, vidiš. Ja, vsak dan se kaj naučimo, ne? res je. Viš, Mateja, taka mala stvar, ki jo neka učiteljica v šoli lahko naredi. To se mi ja, tako zelo lepo se mi zdi, no. tako, tako. Daj mi zdaj povej, če bi mi si želele, ne vem, a veš, vseeno, pač čas je omejena dobrina, a ne? Kje se lahko naučimo teh tehnik za masažo, pa oziroma za samo pomoč sebi doma, ali je to masaža lasišča ali pa telesa? Imaš ti mogoče kako tako zadevco tudi kje? Zdaj, kot sem omenila, jaz imam sama delavnice pa tečaje. Torej, največ je tega izvajam preko spleta, torej so že bil naprej posneti tečaji in delavnice. Zdaj, tečaji so v osnovi namenjeni tistim, ki želite dejansko konkretne tehnike od začetka do konca res kvalitetno in dobro spoznati, recimo športno masažo ali pa limfno drenažo in želite to primarno izvajati na nekom drugem. Medtem ko pa spletne delavnice, recimo vrat smo omenjali, torej adijo bolečine v vratu, adijo bolečine v križu, v stopalih, za držo imamo delavnice z ergonomijo, mali milijon je teh delavnic, pri meni so pa primarno namenjene domači uporabi in je noter dejansko izjemno dolg posnetek samomasaže z našimi rokami, samomasaže z raznimi pripomočki, ki jih ponavadi imamo doma in jih ne znamo uporabljati, ali pa se na njih prah nabira. Potem noter je vedno video posnetek tudi masaže, kako na domač, preprost način nekomu doma pomagati z različnimi tehnikami. Vedno je del tudi teorije, zato da razumete, kaj delate, zakaj delate tako, pa da seveda lahko kako navado tudi spremenimo, zato da v osnovi več ne pride do tiste specifične napetosti. Pa ponavadi še dol priložim zraven kak intervju s kom iz tistega področja ali pa kak trening, kake vaje specifične, zato ker, kot sem v začetku omenila, regeneracija oziroma skrb za naše telo ni samo masaža in regeneracija, ampak je v osnovi več spektrov, ki je fajn, da se jih dotaknemo, tako da tudi zato imamo vaje in trening. Ste absolutno dobrodošli k meni na spletne tečaje. Zdaj v juniju po Tanjini delavnici lahko pridete tudi na celotedensko k meni brezplačno delavnico v Facebook skupini bomo imeli, tako da vam bom jaz tudi spodaj zraven tega darilca priložila povezavo, kam se lahko prijavite. Je pa delavnica namenjena ravno samomasažnim tehnikam. Samomasažnim tehnikam za vrat, za križ, za stopala, za lažji spanec, kaj še imamo, limfno drenažo, v glavnem ogromno enih stvari bomo tekom tistega tedna delali. Pa še fajn akcije bodo, tako da se absolutno splača pridružiti. Ja, definitivno. Meni se zdi, da res je fajn, da imaš neko znanje, da ga lahko potem, ko rabiš, hitro daš v prakso, ker to je tisto, kar je pomembno, ne? Tako, ja. Mateja, zdaj pa za zaključek, daj nam povej eno stvar ali pa eno zadevco, ki bi ti rekla, lej, to je pa tisto, kar ti v tem trenutku najbolj priporočam, oziroma daj to deli, pa boš videla res super rezultate, sproščeno telo, bolj boš pretočna, boljše volje boš in v končni fazi boš bolj na 5. dimenziji. Kaj bi ti tako rad priporočala? V osnovi imam v mislih za en stavek, ki ga bi rada povedala. Da skrb za sebe v osnovi ni nagrada po nekem opravljenem delu, ki ste ga imele, ampak skrb za sebe je neka tista osnovna vrlina, zato da mi sploh lahko počnemo vse to, kaj nas čaka v našem življenju. Tako da ne gledati na tiste 10 minut, ki boste jih mogoče vzele za sebe čez dan, ker konkretnega nasveta vam jaz ne morem iskreno dati, da dajte masirati ramena, dajte masirati palec, dajte masirati čeljusti, zato ker vsaka od nas je različna. In vam ne znam povedati, koliko različni smo si že po bolečini v vratu. Ogromno strank imam pri sebi, recimo za eno specifično stvar, s tem, da jih obravnavam na različne načine. In zato najdete vi pri sebi način, ki bo vam pomagal,
kako v bistvu priti do tega, da ste bolj v tej, torej omenjeni peti dimenziji. In če je to sprostitev ramen, je to za vas sprostitev ramen. Če je to 10 ne, da moramo reči 5 globokih vdihov, je to 5 globokih vdihov. Če je to vzpostavitev normalne in enake rutine za vsako večer, ker vam to pomaga z masažo obraza, potem zato, da bodo tudi gubice hitreje šle stran konec koncev, oziroma da bo koža bolj elastična in napeta, je pač to vaša rutina. Če je to masaža stopal, je masaža stopal vaša rutina. Mogoče je rutina, da se boste s partnerjem dogovorila, eno večer vi njemu masirate stopalo, drugo večer on vam masira stopala. Ker imam tudi delavnico za masažo za pare. Tako bom rekla, najdite svoj način, ki vas umirja. Tako da, to bi glaven nasvet bil, ki bi bil z moje strani, ker ne rada rečem, točno to moraš delati, ker nismo vsi enaki. Res, 100 ljudi ima, je 100 različnih drugih pristopov, bom rekla, no. Ja, Ni jaz enega se, sistema za vse. tako, jaz se popolnoma strinjam in zato tukaj delimo različne tehnike, različne načine, različne poglede, različne prakse, da res lahko vsak vzame nekaj zase. Definitivno pa za telo je treba poskrbeti. Treba je ohladiti naš živčni sistem, aktivirati parasimpatično živčevje, se zvečer umiriti, iti v to nežno energijo, svojo energijo, ker po noči, mi mislimo, vse grem sam spat, a ne. Noč ima svojo moč, ne. Res je. Že z tega vidika, da se ponoči naše telo, ne, Mateja, zelo lahko regenerira ali pa ne, ne. Potem pa je še z energijskega vidika pa tudi se veliko dogaja, ne, da dejansko lahko potem sprejemamo kakšne informacije, da smo še bolj povezani s sabo in je pomembno, da se naspimo. Res je. Še posebej tudi, če imate otroke doma, to se bo mogoče malo čudno sliši, ampak so ogromni porabniki energije. Manjši so, več energije ti pojejo velikokrat. Ali pa če delate z ljudmi. Pač meni dostikrat za moje delo reče, to imaš zelo fizično naporno delo. Moje delo ni tako fizično naporno, ker telo se je tega navadilo in jaz tudi učim pa počnem stvari s celim telesom, ne zgolj s temi prsti. In temu primerno bi jaz v osnovi rekla, da moje delo je bolj psihično naporno kot fizično. In zato je počitek in pa kvaliteten spanec tudi konec koncev in dobra regeneracija pa psihična umiritev osnova pri vsem, kar počnem. Tako da verjamem, da tudi pri vas. Ja, še jaz sem še nekaj dodala. Jaz tudi, spanec je meni, tako bom rekla, osnova, ne. In meni se včasih smejijo, pa ti greš že s kokošmi spat, ne. Ampak jaz rečem, jaz moram iti spat, zato ker se želim res naspati in hkrati želim naslednji dan maksimalno pač dobro preživeti. Zdaj tako en kristalni trik, kako lahko pa dobro spiš, je pa, da si daš pod vzglavnik, to je selenit, ja, to je, tako bom pokazala, to je kristal selenit. Selenit je povezan z boginjo Seleno, boginjo Lune, a ne. In je fenomenalen za spanje. Jaz imam pa tega, ki ima gor še rožo življenja in je, prvič je lep, ampak. pa res, ful je lep. Ja, ne, se vidi. To je lepo, ampak hkrati, ne, dejansko še poglobi regeneracijo, še poglobi spanec, da je res tak trden, regenerativen, da dejansko se obnavljaš bom tako rekla, na vseh nivojih. Fizičnem, čustvenem, ne, ker tudi čustva se morajo ponoči dejansko tista, ki te ne podpirajo, dajmo jih spucati, ne. In na tak način se to zelo nežno dela, ne. In isto mentalno telo, ne. Saj naše mentalno telo, prepričanja, vzorci, navade, vse to je zelo aktivno čez dan. In potem je treba narediti eno čistko, jaz temu rečem, da se ponoči prečistimo, da zjutraj imamo take zdravo, svežo energijo, ki te podpira. Ne tisto, kar ne želiš, ne, ker če ti greš spat, pa si v slabi energiji, ali pa razmišljaš, kaj še imaš za jutri, dejansko celo noč to premlevaš in je tvoj spanec veliko slabši. In tudi počutje telesa veliko slabše. Zato si jaz tudi zvečer kar z palico, kristalno palico zmasiram podplate, lepo se tukaj sčistijo stvari, pod polšter dam selenitni srček in lepo zaspim. Tako da, to so pa moji triki za spanje.
Vidiš, in to zelo uporabni dejansko iz različnih nivojev, Ja, ampak različnih pristopov. Lepo. ja, dejansko vse se potem nekako preplete, ne? Pa se preplete masaža, pa se preplete, ne vem, dihanje, pa kristali, ne? Dejansko, ne, ker mi smo moramo celostno se obravnavati, ne samo en delček. Boli me glava, sam tableto za glavo vzela. Ja, ne, raziščimo, zakaj te boli glava. Mogoče, ker imaš zategnjen vrat, mogoče te zato boli. Mogoče te pa zato, ker si se, ne vem, zaletela v omaro, a ne. Ja. Vedno, ja, lej, treba je vzrok pogledati, ne, in velikokrat so vzroke lahko drugje, kot mi na prvo žogo pomislimo, ne. In je pomembno, da svoje telo poznamo in da mu damo, tako kot si ti rekla, to ni luksuz, ne. Meni je to všeč, kad ti to rečeš, to ni luksuz, ne. To je ta osnovna higiena, pravzaprav, ne, da poskrbimo za telo, ne, da nas lahko potem podpre v življenju. Res je. Ker velikokrat nas telo z nekimi omejitvami, bolečinami, slabšo gibljivostjo nas že dolgo časa opozarja, da mu nekaj ni všeč, da mu neke naše navade niso všeč, ampak jih dostikrat preslišimo in si rečemo, ok, samo še to. Pol bom pa res, ne vem, se zmasiral, povalčkal, šel na masažo, kakorkoli. Ampak vedno znova pride do tega, samo še to in je mimo leto in sta mimo 2 leti in pol na neki točki naše telo reče, dal sem ti priložnost, zdaj pa je čas za mene. In takrat se pa začnejo neke kronične težave, ki ponavadi zelo dolgo, oziroma akutne težave ponavadi, ki en čas vztrajajo v upanju, da se pozdravijo, ali pa pride do kakih drugih dejansko sistemskih bolezni. Kar je pa žal zelo grdo slišati, ampak ogromno, predvsem žensk, ima ogromno enih priborjenih, predvsem iz vidika stresa, teh sistemskih avtoimunih bolezni, no. Tako da je zanimivo je videti, koliko je res tega dandanes. In največkrat je glih zato, ker se ne znamo spopadati s stresom, ki nam je dandanes dan, pa s pričakovanji. Ja, tako. In tako, res je, zelo je pomembno, da vsak dan poskrbiš zase, draga ženska, ker ti si Ja, tista, ki si odgovorna za sebe, za svoje telo, za svoje počutje, in hkrati za vse tvoje manifestacije, ne. Ker če me danes telo opozarja, da ga nekaj boli, pa jaz, tako kot si ti rekla, ne poslušam, si zmanifestiram bolečino ali pa neko akutno nekaj težjega v prihodnosti, ne. To je tudi manifestacija, ne, tako da pa še eno stvar bi rada omenila, ker jo prepogosto vidim pri sebi na masažah. Ženske, ko pridete k meni po 55. letu na masažo, ker so vedno otroci pa partner bili na prvem mestu, dragi moji, vsi lahko počakajo. S tem, ko se boste vi počutile boljše, tisti hip, ne čez 20-30 let, kot otroci dovolj stari, ko se boste vi počutile boljše, boste vi bolj mirne, več energije imele za družino, za otroke in posledično boljše odnose pa vse. Otroci bodo tisti hip mogoče ne bodo zdaj razumeli, zakaj zdaj moraš za 1 uro iti nekam, ampak v osnovi bo pa čisto druga zgodba, ko bodo videli, kakšno razliko to naredi na vas in na vašem odnosu z njimi. Tako da ne imeti slabe vesti, iti na sprostitev, si vzeti 1 uro valčkanja. Otroci obožujejo ventuzo, to so te igračke, ki jih imam tu v ozadju. Res obožujejo jih, če imate to doma, pa če sami sebi nekaj sproščate, otroci bodo vedno prišli zraven pa vprašati, kaj delate, in bodo se hoteli enako stvar naučiti zraven. Tako da ne gre se za to, da nimate časa, lahko si ga vzamete, pa še konec koncev otrokom pokažete nekaj, kaj vi delate. Ker bo tudi njim zanimivo. Tudi oni imajo napeta ramena od težkih torb. Tako da vedno se prioritete, da najti čas, no, to želim reči. prioritete si moramo postaviti, a ne. Tako, hvala, zelo lepo, to sem Ja. hotela. Draga Mateja, res ogromno hvala. Hvala za vse informacije, za vse trike, ki si nam jih danes pokazala. Hvala za tvoje darilo, da še enkrat omenimo, to bo v bistvu masaža obraza, a ne pa lasišča tudi. Tako je, Ja, tako je. ja. Pa zraven boš si rekla še nekaj, pripela povezavo, da bodo lahko prišli na tvoj brezplačni Tako teden. je. Ne, tako, super. Tako da res ti hvala. Jaz sem vedno tako vesela, pa mi je super s tabo sodelovati. Vedno nam daš kakšne ideje še, kaj še lahko vse naredimo. Tako da jaz verjamem, da bova kmalu še kaj lepega posnele, pa kaj skupaj. Zagotovo.
Imeli smo že zelo veliko zanimivih vsebin, tako da res, Tanja, hvala tebi za povabilo. Res z največjim veseljem se vedno odzovem. Drage ženske, vi pa prosim, 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 dajte stvari v prakso. Tudi če samo masiramo naše palce oziroma tole področje, boste videli, kakšne super rezultate boste. Res je.